Majhna, kompaktna kombi limuzina je bila v zadnjem obdobju eden glavnih členov ponudbe množičnih evropskih proizvajalcev avtomobilov. In nič drugače ni bilo tudi s Škodo, ki je od leta 1999 štela proizvedene fabije v milijonih. Fabija je zelo priljubljena tudi v Sloveniji, ampak zaradi velike želje proizvajalcev po uvajanju električnih avtomobilov bi tale lahko bila celo zadnja. Še preden si pogledamo novo Fabijo, pa kratek opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal, da boste sproti obveščeni o vseh novih vsebinah. Četrta generacija Fabije, ki je ravnokar pripeljala v Slovenijo, ni električna in tudi ni hibrid. Pri Škodi namreč tokrat stavijo na izključno bencinsko motorno paleto. Tu sta litrski trivaljnik in 1,5 litrski štirivaljnik, ki v najmočnejših različicah dopolnjuje tudi 7-stopenjski menjalnik DSG. Po tovarniških podatkih je nova Fabija celo najbolj aerodinamičen avto v svojem segmentu. K nizkemu količniku zračnega upora prispevajo aktivne lamele v odprtini odbijača, strešni spojler, aerodinamična platišča in ravno dno. Notranjost vozila je podobna modeloma Kamiq in Scala z nekaj novimi oblikovnimi rešitvami. Prostorsko so največ pridobili potniki na zadnji klopi zaradi medosnega prirastka. Za 50 litrov pa se je povečal tudi prtljažnik, ki ima zdaj za 380 litrov prostora. Najbolj zanimiv izmed asistenčnih sistemov je zagotovo Travel Assist, ki predstavlja skupno delovanje aktivnega tempomata, sistema za zadrževanje vozila na voznem pasu in sistema za prepoznavanje prometnih znakov. In seveda, ponovno je tukaj paket tako imenovanih Simply Clever rešitev. Tole strgalo za led in pa dežnik, ki se nahaja v voznikovih vratih, že poznamo. Za nameček pa imamo sedaj tudi 5 novih. Gre za držalo za svinčnik in sponko za kartico v sredinski konzoli, odstranljivo držalo za pijačo, odstranljiv predal v sredinskem predelu zadaj, prilagodljiv predal na desni strani prtljažnika in odstranljiv senčnik z opcijsko panoramsko streho. Četrta generacija Fabije, torej pričakovano v svoj segment, ne prinaša kakšne revolucije, ampak stavi na tiste preverjene odlike, oziroma na nadgradnjo teh preverjenih odlik. In seveda, Fabija nastopa v segmentu, kjer danes že prevladujejo križanci. Ampak odgovorni pri slovenskem uvozniku pravijo, da ima ta avto pri nas še vedno tisti krog navijačev. No, nekoliko drugače pa je s karavansko različico, ki za zdaj naslednika, vsaj v tej generaciji, še nima. Vse novosti nove Fabije seveda preizkusimo tudi v praksi, ko bo sledil naš test. Do takrat pa vam na ogled ponujamo na primer teste hibridnega Superba, električnega Enyaqa ali športne rdeče Octavie.